Drage delfinke, dragi delfinci, tako ste me naučili, ko ste prišli, da je treba reči in gre z lahkoto. Ker očitno nekako paše sem. Jaz lahko samo eno stvar rečem, da mi je žal, da me je v teh dneh toliko stvari zaposlovalo, da vas nisem imela časa več gledati in občudovati. Videla pa sem, kaj ste počeli. Ponekod sem si mislila, joj, tole bi pa tudi jaz delala. Ponekod sem si pa mislila, dobro, da mi tega ni treba delati. V glavnem, navdušena nad tistim, kako ste bili ogreti že v štartu, kaj še zdaj kažete, s tem pa seveda močno prepričana, da bo zadeva trajala, da je tako dobro postavljena, da bo trajala. In karkoli ste naredili, in naredili ste čudovite stvari, na koncu boste rekli, ne kaj ste naredili, ne kaj smo vam ju hotelu dali, pa je bilo dobro za jest, pa za spat, pa še kaj drugega. Na koncu boste rekli, veste, koliko smo se dobro imeli med sabo. Jaz se vsem skupaj iskreno zahvaljujem za vse, kar ste pokazali v tem času in s tem delili to tudi z našimi gosti, ki jih v tem trenutku ni malo. In naj še povem, da danes sem bila v Ljubljani, ko smo dobili novega predsednika in je v svojem predstavitvenem govoru omenil tudi te delavnice. Ja, pa nisem povedala, kaj je rekel. Rečem, da sem zelo vesela, da so gospoda Sušnika izvolili za predsednika Zveze društva upokojencev Slovenije, da imamo zdaj predsednika, da se ni razprav okrog tega, kdo bo, pa kdo ne bo, pa če bo, pa kdaj bo, ampak da predsednika imamo, ker dela je velik in ta zveza ga krvavo potrebuje in naj ga ima, zato ker je en more to ogromno maso držati skupaj in mislim, da bo znal to delati. Je pa tako, no, je pa Gorenc, ne? Pa ga je že v otvoritvenem govoru malo skrbel, kako tele rokodelske delavnice s veliko hitrostjo rastejo in koliko se vedno več. Ampak mislim, da je bilo to povedano v izredno pozitivnem smislu, pač v smislu tega, da se v vzdušju dogajajo takšne zadeve, da je odziv tako pozitiven. Ja, malo več bojo mogli dati v proračunu na stran drugo leto. Vse dobro vam želim, eno lepo leto in da se ob letu vsore vidimo spet. In sicer bi zdaj pa na tale improviziramo oder povabil še Branko, pa Sonjo, kako smo dogovorjeni, ne? Kje si, Sonja? Tukaj sama. A se ne moreš odlipati v stol? Ali pa moš migati. Dve zadevi imamo. A bom tudi jaz dobila tisto v gledalo, ki se... Zdaj se bomo soočali z realnostjo. To je po tisti pasni ali pravljici, ali ne vem kaj je, ne? Vsi so bili prepričani, da so najlepši in da je slika njihova, ne? Da sem zelo vesela, hvala lepa. Pa še eno vrtenco, ker nimate cajt misliti na zalivanje, na vilijanje. Da bo počakala, sigurno. A se je že razvedlo? No, pa še nismo končali, Branka, ti lahko tukaj še ostaneš malo, ne? Prosim, bi pa tukaj sem tudi Marijo pokličila, je, ki je tukaj Marija. Marija imamo veliko. Pa kakva Marija je, ne?
Marija iz Kamenka, pa ne ona, kar se prikazuje. A 13 Marija. Marija je najbolj pogosto slovensko žensko ime. Evo, Marija, hvala. Zdaj imamo pa še nekaj za narediti. Jaz upam, da boste to, kar imam jaz zdaj za hrbtom, pa mi je rekel, da nas nekaj takali, boste pa tole zdaj slučajno predala direktorci. Lahko pa tudi poveste, kaj smo delali. A boš ti, Branka, povedala? No, pa dajmo. Pa bom, no. Se veste, na sestankih, ne, pa dajmo še nekaj narediti, pa še nekaj več, pa še nekaj več. Pa prav Tomaž, pa dajmo narediti eno veliko smreko. Ja, zdaj pa ne vem, kakšno veliko smreko, na kakšen način bomo hotel svinali, da bomo žagali, da bomo to. Smo rekli, zdaj pa edin s papirja, če jo naredimo. No, in jaz sem rekla, zdaj treba eno osnovo, če je velika, mora nekaj držati, ne. In vedno z Marijo, z gospodinsko logiko, greva kup mreko in bova škadlica naredine in bo smreka. Ampak inženirji so rekli, ne, to pa ne more biti, to je treba obseg, pa pitrice, 14, pa treba to mrežo na trikotnike razrezati. In so delali 3 dni, računali to, nas to pa pol, koliko dan? 2 dni. Tomaž je še vse izračunal, to jaz ne znam pripovedati. Kdo mogoče ve, koliko je teh krogcev na tele smreki? Koliko? 1600. Tu sprašujem. Torej, 1300 do 1500, ki razlike krogcev. To je težko prešteti, računate balanžni. No, tole smrekco, gospod direktor, mi vsi podarjamo. In meni je letos na vidnem mestu, pa lahko pa za en let. Na licitacijo. Tako date na celo, ampak boljše od je hišnih sprav klet, pa boste naslednji let spet imeli. Mi smo ga že pripravili na to, da bomo moral nekje prosto narediti. Bilo pa se povedal. Dajte se k šmerekci postaviti. Ja, dajte se k šmerekci postaviti. Tomaž, ti tudi Ranka, ti si računal. Jaz pa tudi zraven, ker sem dajal skozi kritične pripombe. Pravi, da mora je postaviti, ne? Smreka. Ja, da mu ne bo tako narediti. Dajte već predstavljamo, da se ne sam rekel. Tega ni bilo v tajmingu. Danes tega ni bilo v časovnici. Vsi smo danes takratno sedaj. Skokaj super. Hvala. Hvala lepa, Jana, tudi tebi. Zelo hitro bom povedal. Jaz pa vsem dajte mi priložnost, da rečem iskrena hvala. Najbrž, če malo po hotelu pogledate, pa vidite tisto, kar je na novo narejeno, ne? Kaj vem, pogledajte tele kavče tle v zadnji. Pa nav velika skrivnost, da ste me zadeli v popolnost. Jaz zelo na hiter povem tole zgodbo, ko sem s Tomažem tole mrežo pletla. On je prav to plest, jaz sem rekel, da ne. Pa pride, ko sem že imela skoraj narejeno, pa pride en gospod tak prileten, super je bil. Pa pride not, pa tole malo pogleda. Kaj pa vi delata? Ja, rešujemo ženske probleme. Je prevelikna mreža. No, zdaj bi pa nadaljevali in na vrsti je spet naša gostja, Marjetka Popovska, ki nas bo zopet razveseljevala z njeno glasbo, mi bomo pa zraven nje pel, a ne?
navadila puno pesmi. In smo kantale, in smo kantale, in smo kantale. In da danes ne bom sama pela tukaj, je tukaj ena gospa, ki se mi je ponudila, da mene ne bo strah, je rekla, da mi bo delala kompanijo. Ena gospa, pridite gospa, ki se je sama javila, da bo pela danes z mano, da me ne bo strah, pred mikrofonom. To je gospa Zofka. Kaj gospa Zofka je moja mama. In moja mama me je navadila polno pesmi, njo je pa Juča navadila, njena mama. Ne? Imamo danes nekaj lepega za pelje skupaj. Bomo, pridi malo bližje, da me ne bo strah. Tam dolu, sama zase. Tam dolu, sama zase. Dekle na vrtu zelenem sedi in Grefantič tako govori. No, da vidimo, kako je govoril. Jaz moram Boga, si je rekla, ti kar začni. Dekle na vrtu zelenem sedi, mimo Grefantič tako Trgaj mi rožice
strah, gremo kar še eno skupaj in tak venček, gremo malo po Sloveniji. Pa spet malo pri morju, potem pa vse gor. Grejo. Zaplula je matica moja.